Prijeten pozdrav, spoštovani gledalci in gledalke. Nadaljujemo serijo Novoletno z župani in danes je z nami hrastniški župan, gospod Marko Funkl. Prijeten pozdrav. En lep dober dan vsem skupaj. Gledalcem smo obljubili, da tokrat pogovori ne bodo tako resni, kot so vajeni, zato bova kar začela s prvim vprašanjem. In sicer, kiks leta 2020. Ja, letos vsekakor nismo veliko kiksali, ker smo morali veliko stvari odpovedati. Jaz, da bi mi bilo za kako stvar resnično žal mi ni. Jaz mislim, da smo se dobro odzivali, tako da bi težko rekel, kaj mi je žal. Naj pa povem, da tisto, kar pa v očeh občanov mogoče pride kot en kiks, pa v bistvu ni bil. To, da imamo v Hrastniku na tržnici 3 pekarne, je nekaj, kar se mogoče zdi nenaravno. Naj pa povem, da so bili vsi ponudniki za najem prostorov pekarne. Tako da očitno so nam bile usojene te 3 pekarne. Jaz bi si sigurno želel, če bi bilo mečkem bolj raznolika ponudba, ampak vseeno mislim, da je prav, da tržnica živi in da imamo vsaj polne prostore, kot pa, da bi imeli tam nič. Dobro, župan, pričakovala sem vse in kaj bolj kočljivega, če tako rečem, pa vseeno. Ali nam izdate kakšno skrivnost, ki jo še nihče ne ve, pa jo bodo zvedeli naši gledalci? Mislim, da v teh dneh je bilo povedano ogromno stvari, kaj se je dogajalo, kaj se bo dogajalo. Zdaj, moral bi resnično premisliti, če je kaj tazga, kar še nismo nikomur povedali. Neki načrtov sigurno je takih, ki jih še držimo za sebe. Predvsem na področju kulture, kulturne dediščine imamo nekaj načrtov, ki jih zaenkrat težko izdamo. Lahko pa rečem, da v naslednjem letu bomo sigurno mečkem bolj šli nazaj k koreninam, se pravi tem delavskim krajem, delavsko identiteto, in jaz verjamem, da bodo ljudje to opazili in da bojo veseli. Zelo političen odgovor, zapakiran v celofan, jaz pa vseeno iščem kaj konkretnega. Kaj, kar še nihče ne ve, bi danes izdali nam? Hitro eno skrivnost za naše gledalce. Težko je imeti skrivnosti, če si na položaju župana, ker vsi vedo stvari prej, ko jih veš sam, ali pa še celo več njih. Pa vseeno, kakšen projekt, ki ga še niste obelodanili, pa se nekje že pripravlja? Ne vem, tisto, kar je recimo nismo kaj komunicirali, je to, da se pripravlja na dolu ena obrtna cona, kjer bomo v bistvu zamikali cesto zaradi tega, da dobimo večjo površino in tam sigurno želimo v prihodnje narediti prostor, tudi mogoče za kakšno večje trgovsko središče. Dobro, verjetno v navezavi nove ceste, ki pride tudi čez do pri Hrastniku. Pa se vseeno ozriva še v leto 2020. Pomembnejše investicije, projekti, ki bi jih izpostavili, ki so se letos zgodili brez nekih večjih finančnih in takih vsebin? Ja, letošnje leto je bilo, kar se tiče investicij, relativno mirno. Glede na epidemiološko sliko bi mogoče razmišljali, da kaj ne bomo naredili. Jaz mislim, da so vsi večji projekti, ki smo jih imeli v planu, realizirani. Nekateri manjši niso, so predstavljeni za par mesecev. Eni zaradi tega, ker je na državi prišlo do kakšne zamude pri podpisu, eni zaradi tega, ker mi nismo dobili vseh soglasij, ker je vendarle to dinamika dela drugačna, kot je bila prejšnja leta in tudi nismo bili tako zelo odprti. Tako da jaz sem zadovoljen. Tisto, kar bi izpostavil, je vsekakor podvoz na Dirmajerjev hrib. To je, mislim, da investicija, ki so jo prebivalci tega hriba čakali daleč najbolj v občini Hrastnik. Drugače pa obnova kulturnega doma na Dolu, obnova oziroma novogradnja gasilskega doma, ter jaz mislim, da je velik premik, sicer se navzven ne pozna, tudi lastništvo komunale Hrastnik, dokončno v rokah občine Hrastnik, ter ne nazadnje tudi združitev Mladinskega centra in Krca, ki verjamem, da mogoče na prvi pogled deluje nekaj, kar ni najbolj zanimivo, verjamem pa, da se bodo rezultati zelo kmalu poznali tudi na programu obeh teh delov, ki sta bila do zdaj 2 posebej javna zavoda. Pa če pogledava še v prihodnost, kaj se obeta v letu 2021, kaj bo novega v Hrastniku? V letu 2021 imamo nekaj velikih načrtov. Vsekakor jaz mislim, da vizualno največja sprememba bo rušenje stanovanj pri steklarni, priprava pletoja za industrijske obrate, tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik ter steklarne Hrastnik. Tukaj se bo vsekakor delala tudi ta zadnja povezava od
kamnoloma Boben proti Čečam, to je cesta Rinaldo, to gre za državno cesto. Kanalizacija se pričenja, se pravi izgradnja kanalizacijskega omrežja, gre za eno večjih naložb v tem letu. Prav tako verjamemo, da bomo z državo našli zadnje usklajevanja glede pločnika na Spodnjem Marnem ter ureditve tam še kanalizacijskega omrežja vodovoda. Drugače je od teh manjših infrastrukturnih projektov želimo še en lokal na tržnici urediti, pa verjamem, da tokrat ne bo pekarna. Potem Mlakarjevo stanovanje, zunanjost, iščemo razpise, da bi uredili ta spomenik lokalnega pomena in še en kup manjših zadev, cest po krajevnih skupnostih. Jaz verjamem, da se bo veliko poznalo tudi na vsebini, takoj ko bo mogoče tudi kakšne dogodke organizirati. Jaz mislim, da je Hrastnik v dobri kondiciji, da se izkaže, pokaže in da ljudje to tudi občutijo. Vsaka slaba stvar prinese tudi kaj dobrega in tako je tudi z epidemijo. Kaj je tisto, kar bi vi rekli, da je dobrega prinesla v vašo občino? Definitivno se je našel čas za nekatere projekte, za katere vedno zmanjka časa. Veliko več smo se začeli ukvarjati z kadri, z samim funkcioniranjem naših javnih zavodov, javnih podjetij ter tudi občinske uprave. Začeli smo delati neke projekte, ki jih bomo pokazali v naslednjih letih. In jaz bi rekel, da tisto, kar je pa obče pozitivno, je pa vsekakor digitalizacija. Ljudje so kar naenkrat začeli uporabljati splet v čisto drugačne namene kot doslej. Ni to zgolj samo eno sredstvo, kjer iščeš informacije, ampak je tudi sredstvo komunikacije, je sredstvo oddajanja kakšnih obrazcev in ne nazadnje s tem lahko veliko bolj učinkovito deluje tudi celotna občinska uprava, državna uprava in jaz verjamem, da tudi ljudje, ko se bodo navadili, bojo ugotovili, da je to prihranjenega veliko časa. Kaj pa najbolj pogrešate v tem času omejitev, prepovedi? Vsekakor je biti župan en velik privilegij, če si lahko med ljudmi. To, da smo bili letos izrazito zaprti, vsaj kar se tiče prireditev, proslav, praznikov, športnih in kulturnih dogodkov, jaz mislim, da je to velik manko ne samo za ljudi, ki želijo se družiti, ampak za celotno družbo, tudi šola nadaljavo. Jaz sem prepričan, da to ni edini smoter šole, da se ljudje učijo, ampak da je socializacija, druženje in tista človeška toplina nekaj, česar nam izrazito manjka v letošnjem letu. Vseeno pa ste v sklopu praznikov pripravili tudi nekaj stvari za občane. Poleg okrasitve, ki jo že lahko vidimo, kaj še pripravljate ali pa se je že pripravilo? Ja, v teh dneh smo lahko videli majčkeno spremembo tudi pri sami okrasitvi. V Hrastniku smo praktično brez dodatnih sredstev uredili otroški kotiček v parku na Logu. Prav tako smo preko festivala Rdeči revirji z Mladinskim centrom naredili eno tako svetlobno gverilo v parku pod štadionom. Letošnja okrasitev ni bogatejša od prejšnjih let. Mislim pa, da je prav, da je, da vsaj majčkeno vzdušja pričara. Imeli smo en kup online dogodkov, ki so dejansko pokazali, da v Hrastniku se lahko dogaja veliko, tudi če ni fizičnih srečanj. Eno od teh, ki še vedno traja, je online dražba marionet. Ene take enostavne žogice, nogice so naredile kandidatke za Miss Slovenije. Finalni izbor bo meseca marca oziroma aprila v Hrastniku. Tako da jaz mislim, da to je ena taka zadeva, dobrodelna dražba, s katero namen je pomagati družinam v stiski. Jaz verjamem, da se bo v naslednjih dneh ta zadeva razplamtela in da bomo dobili 15 ponosnih lastnikov marionet, ki bodo v bistvu na ta način tudi pripomogli ostalim občanom. Jaz mislim, da je en kup enih drugih dogodkov. V teh dneh je luč sveta ogledal tudi koncert, ki so ga hrastniški glasbeniki posneli ločeno, se pravi v kulturnem centru v Delavskem domu v Hrastniku. Tudi prižig lučk je bil majčkeno drugačen. Ne nazadnje tudi glasbena šola, letošnji koncert, gre za enega od tistih koncertov, ki je vsako leto razprodan, predstavlja svoje napredke preko družbenih
družbenih omrežij in jaz mislim, da smo v danih razmerah dejansko se potrudili, da ljudje občutijo malo decembra in da ni čist klasičen mesec, kakršne smo imeli v prejšnjih letih, da pa seveda nekaj pa vendarle je in prav je, da je tako. Kako pa boste vi letos preživeli praznike? Ja, prazniki so ponavadi za župane nekaj stresnega, razen tistih dni, ko smo sami doma in moram reči, da pa če smo kdaj pogrešali čas za sebe, letos ga je bilo nekaj več in jaz verjamem, da se to pozna tudi na tem, da smo bolj spočiti, bolj umirjeni in jaz bom praznike preživel v krogu najbližjih. Torej, župan, kot slišimo, poln zagona in lahko pričakujemo aktivno leto 2021. Ne samo 2021, jaz verjamem, da imamo že kar načrte tudi do konca mandata in še kak načrt občine za naprej. Jaz iskreno verjamem, da vsaka težava lahko ponudi nov izziv na drugi strani in jaz moram reči, da imamo v Hrastniku še ogromno izzivov. Najlepša hvala, župan. Najlepša hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Pa ostanite še kratek čas, saj je župan prav v svoji pisarni pripravil za vas posebno čestitko. Spoštovani Hrastničani, spoštovane Hrastničanke. Leto 2020 je prineslo veliko nenačrtovanih stvari. Epidemija nas je vse presenetila ter prestavila prenekateri plan, ki smo ga imeli, ter odpovedala številne možnosti naših druženj, proslav, praznovanj in drugih priložnosti, kjer človeku iz oči v oči pogledaš, se z njim pogovoriš, ter si zaželiš vse najboljše in se veseliš prihodnjih srečanj. Ob tej priložnosti bi se vsem zahvalil za vašo toplino, pozitivno naravnanost, pomoč sočloveku, za to, da smo starejšim ter socialno ogroženim sorodnikom, sosedom in vsem ostalim uspeli priskočiti na pomoč in da smo ostali ljudje. Zahvaljujem se tudi občinskim svetnikom občine Hrastnik, podžupanoma, zaposlenim v občinski upravi, v javnih zavodih, javnih podjetjih, predstavnikom krajevnih skupnosti, še poseben pozdrav pa gre tokrat vsem prostovoljcem, ki ste v okviru Rdečega križa in drugih organizacij nesebično priskočili vsem občanom in občankam na pomoč. Zahvalil bi se zdravstvenim delavcem in delavcem ter delavkam v Domu starejših občanov Hrastnik, ki predstavljate neslutene napore. Letos se je marsikdo zaradi epidemije odpovedal dopustom, tako da iskrena hvala in ostanite takšni še naprej. Prav tako bi se zahvalil tudi civilni zaščiti, gasilcem in vsem ostalim, ki ste uspeli na kakršenkoli način olajšati življenje v letu 2020. Za leto 2021 je želja preprosta. Naj bo spet normalno, kakršnega smo poznali prej, zdravo, ter naj nam bodo omogočene priložnosti, da se bomo srečevali, nazdravili ter si zaželeli srečno 2021. Srečno!